Že je tukaj Valentin. Tokrat bom govoril o občutku obsojanja iz strani drugih. In uporabil bom kar svoj lasten primer. Kajti v zgodnji mladosti sem odraščal z osebo, ki je bila do mene zelo zahtevna. Je stalno želela, da sem še boljši, da stvari naredim še hitreje, še bolj popolno. In karkoli sem naredil, ni bilo dovolj. Zato sem se počutil nemočnega, zatiranega. In seveda, če sem tej osebi karkoli nazaj rekel, nič nisem mogel tej osebi dopovedati. Reagirala je zgolj za jezo in zato sem razvil karakter tihe, introvertirane, samotarske osebe. Delal sem take stvari, da so me lahko drugi pustili čim bolj v miru, da sem imel čim manj interakcije z drugimi, kajti nisem se želel prepirati. Potem sem spoznal v svojem življenju še določeno osebo, ki je bila tudi precej kritična do mene. In kadarkoli sem bil v bližini te osebe, sem spremenil svoje obnašanje. Razmišljal sem, da me utegne ta oseba vsak trenutek zopet kritizirati in zato je najbolje, da ne komuniciram kaj dosti z njo. V kasnejših letih sem seveda nastopil svojo lastno življenjsko in poklicno pot. Osamosvojil sem se in začel sem tudi komunicirati z drugimi osebami. Opazil pa sem, da sem tudi jaz kritičen do drugih oseb. In potem sem začel delati proces osebne preobrazbe, ker sem ugotovil, da je glas te osebe iz moje mladosti, ki je bila kritična do mene, postal moj notranji glas. Da ta oseba sedaj skozi moje lastne misli kritizira druge okoli sebe. In to predvsem z namenom, da druge ponižujem, da kažem zgolj na njihove napake in da posledično samega sebe poveličujem. In ko sem ugotovil, ko sem naredil analizo zgodovine te osebe, ki me je v mladosti kritizirala, zakaj je imela tak odnos do mene, sem ugotovil, da je imela ta oseba precej slabo samopodobo. In zato je bila željna nenehnih pohval iz strani drugih oseb. In ker sem bil jaz z njo v določenem odnosu, je tisto, kar sem jaz dosegel, bil hkrati tudi njen dosežek. Torej, ta oseba me je v očeh drugih hvalila za moje dosežke, zato ker se je identificirala z mano. Ni razumela, da sem jaz samostojna oseba in da jaz nimam ničesar skupnega z tem, kako se ta oseba počuti. Ko sem te vzorce začel predelevati, analizirati in si jih odpuščati, sem tudi sam postal manj kritičen do drugih oseb.
Hkrati pa sem videl, da sem še vedno precej tiha, introvertirana oseba, ki se zelo šibko izraža v odnosu do drugih oseb. Videl sem, da je v meni strah pred tem, da bi povedal, kar si mislim, in zato sem raje moja opažanja držal v sebi. Vendar to ni bilo dobro niti za moje psihično, niti fizično zdravje, kajti tovrstno razmišljanje je potem povzročilo bolečine na mojem fizičnem telesu in določene zdravstvene težave. Zato sem se začel odpirati in jasno ter odkrito komunicirati z drugimi osebami. Opazil sem, da preden sem začel proces osebne preobrazbe, sem bil kritičen do drugih zato, da sem druge poniževal in sebe poveličeval. Potem pa sem ugotovil, da tudi ni koristno niti za mene, niti za druge, če vidim, da je nekaj narobe, da se neka oseba škoduje samemu sebi ali da ustvarja konflikte v odnosu z drugimi ali da imajo njena dejanja škodljive učinke na vsa živa bitja na tem svetu in da je moja osebna odgovornost, da spregovorim in opozorim to osebo na posledice njenih dejanj oziroma nedejanj. Torej iz introvertirane, zaničevalno kritične osebe sem se spremenil v odprto, komunikativno osebo, ki pa druge kritizira iz drugačnega motiva, torej ne iz sebičnega motiva samopoveličevanja, temveč v skladu z principom tistega, kar je najboljše za vse. Torej videl sem, da sem odgovoren ne samo za tisto, kar rečem in naredim, ampak tudi za tisto, kar dopuščam na tem svetu. Tudi za svojo neaktivnostjo, za svojo pasivnostjo sem odgovoren za rezultate dejanj drugih oseb. Zato sedaj jasno komuniciram in vsem povem, kaj vidim in kakšni so rezultati njihovih besed in dejanj na druge in na celoten svet. In pazim na to, da če še neka druga oseba mene kritizira, mi kaj pove, mi da kakšno povratno informacijo, da si nikoli ne dovolim takojšnje čustvene reakcije in slabega občutka in takoj prevzamem osebno odgovornost za te ustvarjene občutke. Vedno poslušam kritiko do konca in ugotovim v sebi, ali je ta kritika resnična, ali je izrečena z dobrimi nameni do mene in celotnega sveta, da me opozarja na neko mojo pomanjkljivost, ali pa je ta kritika izgovorjena zgolj iz osebnega interesa, iz točke zavisti, jeze, zaničevanja. Torej, ne bojim se nobene kritike nikogar, kajti v sebi vem, kaj je res in kaj je narobe,
In vem, da me nobena beseda drugih ne more prizadeti, ker sem našel čustveno stabilnost v dihanju, v svojem fizičnem telesu, ki je vedno z mano, ki predstavlja življenje. Priporočam torej vsem, ki imajo te občutke, da jih drugi kritizirajo, zaničujejo, da pogledajo, kdo v njihovem življenju jih je kritiziral, da si odpustijo vse te občutke in da vedno, ko doživijo neko kritiko, da pogledajo, ali je ta kritika objektivna, ali je v korist vseh živih bitij, ali je sebična. In ta proces preobrazbe tega vzorca je možno videti tudi v mojih pisanih spletnih dnevnikih, kako sem jaz osebno pri sebi preobrazil te vzorce. Zato vabim vse, da si v povezavi tega videoposnetka pogledajo te moje spletne dnevnike in za dodatna pojasnila sem vedno vsakemu na voljo. Najdete me na spletnih socialnih omrežjih pod imenom Valentin Rozman. Ob nedeljah ob 21. uri pa imamo tudi skupinske klepete oseb za samopomoč, kjer se delimo razne občutke, misli, realizacije, napredek v procesu osebne preobrazbe in vas tudi vabim, da če želite, da se pridružite tej skupini, da me kontaktirate. Hvala za posluh in nasvidenje.